Glasbena skrinjica. Glasbena skrinjica. Mažoretke so bile tole in prav posebna točka v naši družbi, drage gledalke in gledalci televizije Veseljak, pa pozdravljamo tudi 4 gostje, ki so tukaj z mano na scenu, in sicer mažoretke društva Trg Sevnica, predsednica sekcije mažoret pa je gospa Janja Samec. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Janja, kaj vse smo zdaj videli? Danes smo videli starejši cvet sevniških mažoret. To so dekleta od 12. do 19. leta starosti.
Seboj pa imamo tudi dve predstavnici mlajše skupine, to so kadetinje. Kako je tebi ime? Jasmina. Tebi? Zala. Jasmina in Zala, povejte, koliko sta stari? 11. 11 in? 10. 11 in 10 let, pa vidva že znata takole zaplesati. Približno. Koliko časa se že učita? Zdaj delam 2 leta in pol. Že 2 leti in pol. In kdo vaju je navdušil? Kdo je bil tisti, ki je rekel, no, pejta tudi vidve poskusiti, ali sta bili kar sami? Jaz sem se sama. Pa ti tudi? No, tamle pa malce starejša od vaju, mažoretka z povito roko. Malce jo dvigni. Kaj si počela? Ja, to je zdaj že druga poškodba v tem letu. Prva je bila svin zapestja, druga je bila pa zdaj zlom prsta. To med plesom? Ne, prva je bila na plesnih vajah, Druga pa ne. Kako je pa tebi ime? Patricija. In koliko časa že ti plešeš? Jaz treniram že približno 2 leti, 3. In Janja, koliko vas je danes prišlo v naš studio televizije Veseljak? 18. 18, pripeljali pa ste se kar s čisto pravim avtobusom. Ja. Prinesli ste tudi pecivo, ki ga je spekel kdo? Naše mame, ki nas z veseljem podpirajo pri tem, kar počnemo in nam seveda stojijo ob strani. Brez njih seveda tudi ne bi bile tako uspešne, kot smo. Lep pozdrav in čestitke vsem mamam, ki vas zdajle gledajo in spremljajo. Povejte, Janja, kako se je vse skupaj začelo? Je v Sevnici velika tradicija mažoret? Mažorete v Sevnici sicer tečejo že 10. leto, vendar bolj intenzivno, to pomeni s pripravami na državno prvenstvo, s turnajami delujemo 3. leto in pol. Tako nekako, no, da smo šele zdaj bolj zares začeli to mažoretno tradicijo in se nekako vzpenjamo proti temu, kar naj bi mažoretna dejavnost v Sloveniji tudi bila. Pa je to popularno med mladimi, tudi med starejšimi. Koliko je sploh mažoreta lahko stara, da še lahko pleše? Koliko so stare najstarejše? Zgornje meje ni. Je odvisno od volje in seveda tudi od vztrajnosti. Pri nas imamo vse od 4. leta naprej. Pa do? Pa do. Danes je najstarejša članica z nami stara 24 let. Torej, precej mlajša od mene, tako da ne bo nič z mano in plesom. Koliko časa pa je treba vaditi? To enkrat na teden, morda še večkrat? Naše mažorete trenirajo 2-krat na teden. Z intenzivnimi pripravami smo pričeli sedaj, to pomeni tudi večkrat na teden. Prejšnji teden, ko smo imeli dekleta počitnice, tudi 5-krat oziroma 6-krat na teden. Sem mislila, da je takrat pa prosto. Patricija, rada treniraš tudi med počitnicami? Ja, to je nekaj najlepšega, kar lahko počnem. To je pa lepo slišati. In kje vse si že ti nastopila? Jaz sem nastopila v Franciji, mislim v Španiji, pa tudi na raznih nastopih, ki smo jih imeli. Kaj pa fanti, radi pogledajo mažoretke v kratkih krilcih? Ja, to bi mogli pa njih vprašati. Ja? Janja, vi imate zagotovo izkušnje. Ja, jaz mislim, da ja, no. Sicer dekleta to vztrajno skrivajo, ampak kadar potreniramo od zunaj, mislim, da je kar... Da so vsi zadovoljni. Tako. Kako pa ste vi pristali v tem delu, da trenirate mažorete, da pripravljate koreografije? Sama sem plesala 16 let, 16 uspešnih let. Potem pa nekako v tem času mažorete postanejo tvoj način življenja in tako v bistvu prenašamo to na mlajše populacije, ki tudi mislim, da bojo to lahko z veseljem prenesle naprej. Prej, čisto na začetku oddaje smo videli koreografijo na Golico. Torej, rade plešete tudi na slovensko glasbo, tudi na narodno zabavno? Ja, zelo rade. Predvsem moram povedati, da v naši starejši skupini so dekleta zelo naklonjena tej narodni zabavni glasbi in tudi letos za državno prvenstvo smo pripravili kar nekaj točk v tem stilu. In kdaj bo državno prvenstvo? Maja, konec maja, 24. in 25. maj v Radečah. Torej ste slišali, dragi gledalci in gledalke, 24. in 25. maja lahko pridete v Radeče navijati tudi za mažorete iz Sevnice, ki so danes v naši družbi. Kdo pa skrbi za ta lepa oblačila, ki jih imate? Recimo Patricija je oblečena v modro-belo, tudi Podmladek je tako oblečen, plesalke Kankana pa so spet drugače.
Zato seveda skrbi naš krojač, potem imamo posebne šivilje, ideje padajo seveda z naše strani. Vzdrževanje poteka samo znotraj društva in sicer potem tudi dekleta sama lepo vzdržujejo ta oblačila, seveda pa brez sponzorjev in pa donatorjev nam to ne bi uspelo, da bi bila naša dekleta tako lepo oblečena, kot danes so. Morda pomaga tudi občina Sevnica? Seveda, občina nam vztrajno stoji ob strani in smo jim hvaležni, z njimi tudi uspešno sodelujemo. Na splošno v celi lokalni skupnosti imamo visoko podporo in smo veseli, da se lahko tudi pokažemo v naši občini Sevnica. Kaj pa šofer? Kdo je tisti, ki vas vozi naokoli, ker smo že povedali, da ste prišli kar z avtobusom? Ja, šoferji mislim, da so se kar našli v naši družbi, da so se tudi privadili na naše zahteve, ker smo kar zahtevni potniki, ne? Glede na to, da so same ženske. Tako. Ampak mislim, da kar dobro sodelujemo. No. Janja, za konec naše oddaje Glasbena skrinjica, v kateri se bo dogajalo še marsikaj zanimivega, pa bomo videli še eno glasbeno plesno točko. Tako, to se bojo predstavljali tudi drugi del sevniških deklet, starejših sevniških deklet na isto točko Golica, ki je ena izmed mnogih točk, ki jih imajo sevniške mažorete, to je ena izmed narodno-zabavnih točk. Plešemo pa tudi s pomponi, to so cofi, potem z različnimi rekviziti, kot so stoli, to so kabaret točke in pa podobno. Tako, drage gledalke in gledalci, to je bilo vse za ta trenutek od mažoret trga Sevnica. Janja, kot ste rekli, potem bomo videli še eno točko. Sedaj pa so počasi na vrsti oglasi. Po oglasih pa v naš studio prihaja ansambel Viharnik. V živo seboj imajo tudi inštrumente. Vi pa ste že zdaj vabljeni, da nam pošiljate SMS sporočila, če imate glasbeno željo, ves presledek TV in željeni videospot. Pošljite na številko 3737. Sedaj pa prav zares oglasi. Glasbena skrinjica. Lep večer vam želim, Tanja Vidic, preden pa se poslovimo, pa še enkrat častne gostje današnje oddaje Glasbena skrinjica so zagotovo mažorete iz Sevnice, ki bodo za konec še enkrat zaplesale, ampak druga dekleta kot na začetku oddaje. Pa gremo veselo z glasbo in plesom. Lahko noč!